Dober dan in praznični pozdrav v naši posebni oddaji za zdravje, ki jo bomo namenili pastem v naših domovih, ki nam lahko kradejo energijo in zdravje. Zato bo danes z nami najprej Igor Šajn, strokovnjak na področju stavbne in bivalne biologije, ki je z meritvami in svetovanjem pomagal tudi naši družini. Stavbna biologija se ukvarja z strokovnimi meritvami bivalnega okolja, merimo vse negativne vplive, ki lahko okrnijo naše počutje oziroma zdravje v bivalnem okolju. Ko pridemo do stranke, najprej vedno razložimo, kako bo delo potekalo, ker večinoma ljudi našega dela žal ne pozna. Kot prvo se lotimo največje problematike. Največja problematika je vsekakor elektromagnetna sevanja, v žargonu rečeno elektrosmog. Zdaj, kako se tega problema lotimo? Če želimo ugotoviti, katera sevanja prihajajo izven našega bivalnega okolja, najprej naše bivalno okolje izključimo iz električnega omrežja. Ko to izključimo, opravimo meritve v vseh, se pravi spalnih prostorih, da ugotovimo, kakšni so te vplivi. Govorimo o vplivih visokofrekvenčnih sevanj, to so večinoma brezžična tehnologija, in pa potem nizkofrekvenčna sevanja, kamor spada električno polje in pa magnetno polje. Ko dobimo te prve meritve, zopet bivalno okolje priključimo nazaj na električno omrežje in ponovimo kompletni postopek. Tukaj bi rad že na začetku poudaril, da teh stvari ne moremo delati na pamet. Velikokrat se srečujemo s primeri, ko je nek strokovnjak, se pravi stranki, svetoval, da odstrani iz spalnice kakršnekoli električne naprave oziroma da ročno izključi električno varovalko, recimo od vtičnic spalnega prostora. Moram tukaj poudariti, da samo nekje v 10% je to rešitev. Se pravi, če želimo dobiti natančne rešitve, moramo vedno po nekem protokolu, postopku se te zadeve lotiti. Ko končamo z meritvami, se pravi brez električne napetosti in kasneje z elektriko v samem bivalnem okolju, rezultate primerjamo in potem ugotavljamo, kje so tiste točke, ki so prekoračene, se pravi, da je standard priporočil SBM 2015, ki ga stavbna biologija uporablja. Kadar so te priporočila prekoračene, je potem postopek sledeč. Na največje točke obremenitev, govorimo zdaj v električnem polju, položimo inštrument, skener, s katerim smo prej skenirali te vrednosti, in gremo v električno omarico, kjer izključujemo eden pa po eden električen tokokrog. In šele ko dobimo optimalno stanje, se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da smo v področju majhnega vpliva na naš organizem, takrat potem to popišemo, te varovalke, in stranki potem predlagamo več rešitev. Ena seveda rešitev, ki ne stane nič, je, da te varovalke v času spanja ročno izključimo. Druga varianta je pa, da se v omarico vgradi posebna odklopna varovalka, ki v času, ko na tokokrogu ni obremenitev, sama poskrbi, da električni tokokrog izključi. Poleg električnega polja potem pogledamo tudi magnetno polje. Tukaj seveda govorimo o tehnično povzročenem magnetnem polju, ne govorimo o magnetnem polju Zemlje. Postopek je zelo podoben kot pri električnem polju. Najprej pogledamo obremenitve, ki prihajajo izven našega bivalnega okolja. To so v prvi vrsti ponavadi recimo kakšni visokonapetostni električni daljnovodi, potem recimo transformatorske postaje, lahko so kakšni industrijski objekti, lahko so v blokih tudi vodi, ki potekajo od stanovanja do stanovanja. Se pravi, ko ugotovimo zunanje vplive, zopet priključimo električno napeljavo nazaj v delovanje in ugotovimo potem stanje, se pravi spremembe, ki so se zgodile od takrat, ko je bilo to izključeno, pa zdaj, ko je priključeno. In vse tiste stvari, ki povzročajo dodatno magnetno polje in so iz našega gospodinjstva, je rešitev edino taka, da jih, če je le možno, odstranimo iz samega
bom rekel, bivalnega okolja, kadar pa seveda to ni mogoče, kadar govorimo o nekih visokonapetostnih vodih, ki napajajo določene recimo grelce ali druge naprave, takrat moramo pa žal iskati druge rešitve, kot so tehnične zaščite, posebni oklopi in posebne zaščite za recimo te vode. Kot tretja stvar se pa potem lotimo brezžične tehnologije, to je visokofrekvenčnega sevanja. Tukaj imamo različne naprave, ki jih pri tem uporabljamo. Tako kot pri prvih dveh sklopih, tudi tukaj najprej ugotovimo, kaj prihaja iz sosednjega okolja, se pravi sosednja stanovanja, sosednje hiše, oddajniki mobilne telefonije in drugi visokofrekvenčni oddajniki. Tukaj bi rad poudaril, da obstaja neka zgrešena zmota, da večinoma tega onesnaženja prihaja prav od odzunaj. Resnica je popolnoma drugačna. Trenutno je stanje tako, da večinoma teh onesnaženj povzročimo z lastnim gospodinjstvom. Velikokrat ljudje vidijo v bližini recimo oddajnik mobilne telefonije, pa se z meritvami izkaže, da je ta obremenjeval neko bivalno okolje samo par procentov glede na celotno obremenitev iz lastnega gospodinjstva. Seveda to ne pomeni, da v določenih primerih mobilni oddajniki lahko povzročajo tudi dodatne obremenitve, ampak dodatne obremenitve glede na priporočilo standarda SBM 2015, ki ga uporabljamo. Tukaj moram poudariti, da v 7 letih nismo enkrat samkrat izmerili, da bi recimo oddajnik mobilne telefonije prekoračil zakonsko določena določila. Se pravi, to je treba ločiti, standard priporočil, ki ga uporabljamo, pa zakonsko določena določila. Se pravi, tukaj je enako primerjava obremenitev iz zunanjega okolja in pa seveda potem te naše lastne obremenitve. Stranki potem svetujemo, kako se tega lotiti, kakšen je pravilen postopek, določene stvari je seveda treba prilagoditi. Nekatere družine se odločijo, da brezžično tehnologijo kljub rezultatom, ki jih vidijo, recimo še vedno potrebujejo. V takem primeru svetujemo, kako te obremenitve zmanjšati. Tiste družine, ki pa ugotovijo, da brezžična tehnologija ni nujno zlo, se pravi, da se ji lahko odpovejo, tam so pa seveda potem rešitve spet drugačne. Kadar prihaja do obremenitev iz okolice, kjer ne moremo sami rešiti z odklapljanjem in spreminjanjem življenjskega sloga, pa žal ne gre drugače kot reševanje z tehničnimi zaščitami. Pri tem je treba poudariti, da tehnične rešitve, ki jih uporablja stavbna biologija, morajo biti vse merljive. Se pravi, neke rešitve, kot so orgoniti, razne piramide, razni gumbki za telefone, ki ob meritvah ne pokažejo popolnoma nobenega rezultata, vsekakor niso del rešitev stavbne biologije. Seveda pri tem osebno moram poudariti, da ne mislim s tem dajati vse te stvari v nič, ker določene, znanstvene vede se razvijajo naprej in se odkrivajo določene druge stvari, ki mogoče v preteklosti niso bile poznane, ampak vsekakor stavbna biologija pri reševanju bivalne problematike lahko uporablja samo tiste rešitve, katere lahko z inštrumenti izmerimo. Zelo pomembna je tudi kakovost zraka v bivalnih okoljih. Tukaj mislimo predvsem na mikroklimo zraka in pa seveda samo onesnaženost zraka. Stavbna biologija ima tukaj kar nekaj, smeri, kako se problematike lotevati. Osnovne karakteristike ali pa osnovno problematiko zraka lahko izmerimo že na licu mesta ob samih meritvah. Tukaj je predvsem poudarek na formaldehidu. Ta je zelo, poznan, potem ogljikov dioksid, prašni delci, vlaga, temperatura, točka rosišča. S temi podatki dobimo neko čist osnovno sliko našega zraka v bivalnem okolju.
Kadar to ni dovolj, se vedno poslužujemo spektrometrije zraka. V tem primeru se 4 ure v posebne naprave in ampule vsesava zrak. Te ampule potem zapečatimo in jih pošljemo v laboratorij v Anglijo, kjer naredijo spektrometrijo zraka. S to preiskavo lahko natančno ugotovimo praktično vse kemikalije in vse snovi, ki lahko obremenjujejo naše bivalno okolje in seveda življenje celotne družine v tem bivalnem okolju. Zdaj same rešitve za zrak ponavadi niso tako enostavne kot za elektromagnetna sevanja in se jih lotevamo glede na rezultat meritev. Pod zrak spada tudi seveda plesen. Kot tretji sklop problematike bivalnega okolja pa ne smemo pozabiti omeniti problematiko umetne svetlobe. Tukaj predvsem govorimo o žarnicah in pa seveda sijalkah. Včasih smo imeli stare žarnice ali halogenke, ki teh problemov niso povzročale, zdaj je pa na tržišču cel kup produktov, ki po mnenju znanstvenikov, strokovnjakov in predvsem nekaterih raziskav lahko negativno vplivajo na počutje v bivalnem ali seveda tudi delovnem okolju. Tukaj bi samo izpostavil 3 najbolj pogoste problematike. Ena je presežek modre svetlobe, ki povzroča lahko določene poškodbe na očeh in pa hkrati znižuje, se pravi melatonin, hormon melatonin v našem organizmu. In če se take žarnice nahajajo v prostorih, kjer se zadržujemo pred spanjem, ima to lahko negativni vpliv na naše, se pravi, zaradi tega je manj melatonina in potem posledično so lahko problemi z kakovostjo spanja. Drugi problem je tako imenovani CRI oziroma oznaka je lahko tudi RA, ki govori, kako vidimo neke barve pod določeno svetlobo. Recimo sonce ima ali pa dnevna svetloba CRI 100%. Večina sodobnih sijalk dosega nekje 70 do 80%. Na srečo so se v zadnjem obdobju pojavile tudi sijalke določene, ki presegajo že celo 95%. Kot tretji problem je pa seveda potrebno izpostaviti utripanje, ki ga povzročajo driverji, se pravi elektronika v LED sijalkah. To je pa tudi en večjih problemov, ki povzroča lahko glavobole, epilepsijo, določene druge probleme in se ljudje tega problema v večini primerov niti ne zavedajo. Te meritve opravimo z posebnimi spektrometri in na podlagi dobljenih rezultatov potem ljudem tudi svetujemo, kako te žarnice, nekatere je običajno treba zamenjati, določene pa mogoče samo zamenjati lokacijo posamične žarnice, ker zdaj recimo nek hodnik, kopalnica, shramba, garaža, tam ni pomembno toliko, kakšne so te žarnice oziroma sijalke, dočim kuhinja, otroške sobe, dnevna soba je pa zelo pomembno. Na področju zdravja je žal bivalno in hkrati tudi delovno okolje najbolj zapostavljeno. Se pravi, danes ljudje veliko govorijo, veliko razpravljajo o zdravi prehrani, o zdravem načinu življenja na eni strani, na drugi strani tudi o osebnostni rasti, kot je recimo, ne vem, nekdo se ukvarja z meditacijo, jogo, drugimi duhovnimi praksami. Bivalno okolje je pa žal na tem področju najbolj zapostavljeno. To se še izredno močno kaže prav na področju Slovenije. Osebno veliko potujem tudi v Nemčijo, druge države, kjer moram reči, da je stanje bistveno boljše. Zato bi vse ljudi pozval, da začnejo o tem razmišljati in se zavedati, da bivalno okolje, ki ni zdravju prijazno, ima lahko na naše počutje, na počutje naše družine zelo negativen vpliv. Še posebej, ko govorimo o dolgoročnih izpostavljenostih in še posebej na področju spanja, se pravi spalnih prostorov.